Dobro jutro. Ura je 5:30. Gremo teč v gore. Ponovadi tako zvečer z navdušenjem navijem uro, ko se zbudim, si pa rečem, mi je res treba tega? Ja, mi je treba tega. Treba je tega. Zato, da je tole tukaj funkcionalno. V dobrobit mojega življenja in vseh tistih okrog mene. Zdaj se ogrevam. V glavnem, mogla sem prije spustiti dol, zato ker cesta je taka. Ne vidi se, ampak je strma, pa pesek je, pa mokro je in zadnjič, ko sem bila tukaj, mi je kopal na mestu, ker ni mogel nikamor. Ne. Pač, ni glih gorski avto, ne. Imam tale hidracijski brezrokavnik, hydration vest, saj ne vem, kako se reče v slovenščini. Hidracijski brezrokavnik zihne. Dobrodošli na teku v gorah. Nekaj tacga komot pride gor. In gremo. Ne maram teči v hrib, ne maram teči po gozdu, ampak sem gotovila, da v bistvu mi je ful všeč teči v gozdu. Evo, sem že brez sape. To je to. To je ta nadmorska višina dela svoje. Te ogromne skale so mi res carske tukaj. Poglej si ti te skale. Kak so lepe. Tako se je treba utrditi, ne? No pain, no gain. Ena stvar, tudi ko nisem navajena, sem glih prejšnji teden kupila tole. Imam liter pa pol vode na hrbtniku. Teč z dodatno težo se tudi kar malo pozna. Važno, da je hidracija. Marička, pomagi. Upehana sem. Gremo dalje. Požgana drevesa. Peekaboo! A res? Yes! Slišim vodo, tako da sem pri koncu. Prazno. Zdaj se malo spočijem. Trenutno sem porabila 9 minut na kilometer. Normalen tek imam ponavadi tam nekje 5:30 do 5:40, ampak po ravnini pa ne na 2000 metrih. Tako da ni toliko švohno. Mislila sem, da bo veliko hujše. 3/4 sem tekla, 1/4 sem hodila. Moje športno ozadje ni neki ful. Nikoli nisem bila glih neki športnica, probala sem ful enih športov, ko sem bila otrok. Teč nikoli nisem marala.
Sovražila sem teči. Celo svoje življenje, če sem se lahko izognila teku, sem se. Če sem lahko zbolela, takrat, ko je bilo treba Cooperja teči, sem zbolela. Tako da ni bilo dejansko do 23 leta, nikoli nisem šla teči. Pol sem pa enkrat bila ful bolna. 3 tedne se nisem mogla pozdraviti, potem sem se enkrat odločila, da imam dost in da grem laufat. Res, toliko sem bila že obupana, pol veš, koliko sem bila obupana, če sem se človek, ki se vraš laufat, odločila iti laufat, ker nisem več vedela, kaj ne. Prvi kilometer sem itak pljuče ven vrgla, potem drugi dan sem tekla malo čez kilometer, pa sem tudi pljuče ven vrgla. 3 dni zapored sem šla laufat in počutila sem se tako 80% boljš. No, in od takrat dalje je tek del mojega življenja. Pa nekaj časa je, nekaj mesecev v letu je, pa pol, ki vmes pride, pa pol mal dam na stran, ampak in zdaj ja, tečem v gorah, zato ker sem gotovila, da mi to res ne laufa. Ne laufa mi laufat v gorah. Koliko mi to pomaga pri mentalnem zdravju, ne bom laufala, dokler bo moje telo zmoglo. Brez tega sem čist drug človek. Tisti, ki so me poznali, preden sem začela laufati, me zdaj ne bi prepoznali. No, spremenil mi je življenje, ne. Zdaj se sicer veliko več ukvarjam s športom. Ne vem, zadnje 4 leta sem začela praktično od 2020. 2020 smo se vsi vrgli v nove hobije. Eni so pekli kruh, jaz sem začela v hribe hoditi. Ne vem, komu jaz to razlagam. Grem domov na kavo, na hrano, na tuš, pa montirati. Ker jutri objavljam video za 1000 naročnikov. Končno. Sej samo 1 let sem rabila. Kako je lepo. Ej, ta tek navzdol je tako ful. Imam občutek, da golfam, ampak ej, zaslužila sem si ta tek. Pa sem še tek do avta, pa smo. Yes. Ne komarjev, nočem. Peš komar. Prost. Jaz ne vem sicer, kdo bo domov pelal, ko moje noge ne bojo. Kava. Cool. Zelo pelem domov. Znam več voziti. Jaz sem šele zdajle dojela, da sem denarnico doma pustila, kateri imam denar in bančne kartice in vozniško. Ja, nič, hvala za ogled. Po stravi sodeč sem tekla 7 km 740 metrov. To je zaenkrat moj najdaljši tek v gorah. Zdaj pa domov, pa tuš, pa kava. Če hočete še kaj več videti, se prosim naročite.